Cenjeni gledalci in gledalke, ki spremljate naš kanal, dober dan in hvaljen Jezus. Po nekem času smo ponovno skupaj, da bi s patrom Vončino obravnavali določene teme, ki se nas dotikajo in so aktualne. Pozdrav tudi z moje strani po nekaj mesečnem premoru. Torej, v dveh oddajah bomo obravnavali najbolj aktualno temo duhovniške bratovščine svetega Pija X, posledično pa tudi njenega odnosa z običajnimi strukturami cerkve, ki so škofovska posvečenja. Te je generalni predstojnik Don Davide Paljarani na svečnico napovedal za 1. julij, praznik predragocene Gospodove krvi. Takrat je naš sogovornik, pater Vončina, bil v ZDA, kjer je 3 mesece preživel sedaj v bogoslovnem semenišču svetega Tomaža Akvinskega v Virginiji, kjer je dobro spoznal tudi 2 kandidata za škofovstvo. V tistem času smo sicer v eter poslali tudi že oddajo o pokorščini, ki smo jo drugače posneli v januarju, kot da bi skoraj vedeli, da se bo ta napoved kmalu zgodila, pa nismo. Stvar je bila v zraku, tako da napoved nas duhovnikov in vseh rednih vernikov ni posebej presenetila, bi rekel. Po smrti škofa Tisjeja, predtem je umrl že škof Vitus Wonder, ki je nekako nadomestil škofa Williamsona, ki je bil izključen z bratovščine. Tudi on je medtem umrl. Je bilo vprašanje časa, kdaj se bo zgodilo to ponovno posvečenje škofov. Za vse preštevilne obveznosti naloge sta ostala samo 2 škofa, namreč škof Alfons de Galarreta in škof Bernard Fele. Spravi tako, napoved se je uresničila. Bratovščina ni dobila nekakršnega odgovora strani svetega sedeža, se pravi ne strani papeža, ne strani kardinala Fernandesa, čeprav so poslali prošnje in tako dalje. In kaj naj rečem, 2 kandidata sem spoznal, ja, najbolj smo bili gotovi, da bo pater Anapje škof, to smo vsi govorili, on se je nekaj šalil, zdaj ne vemo, ga bomo vprašali, kdaj so to zvedli, ampak to je niti ni toliko pomembno. Ampak se nam je tudi zdelo kar mogoče, da bi rektor pater Goldedi tudi bil morda posvečen v škofa. V resnici dobro govori samo angleško, ampak dobro, se bo še kaj naučil, tako da kot nekateri škofje in tako, ki so se naučili kakega jezika, recimo tudi škof Fele je rekel, veste, kadar sem prišel prvič v Ameriko, mi je bilo, kot da bi poslušal kitajščino, ne, ker nisem imel pojma od angleščine, je rekel, tako da se je potem naučil, vidimo, kako dobro mu gre angleščina. Pater Anapje, ki se je naučil angleščine, da je poučeval v ZDA in tako naprej, ne. Tako da ti patri in ti škofje se naučijo ali pa se naučimo tudi novih jezikov, če je potrebno, ne. Potem bi rekel, da tudi za patra Schreiberja, da rektorja v Zeitskopfnu, da smo kar mislili, da bi lahko bil, čeprav smo rekli, da morda je pa prestar. Ampak jaz sem rekel, glejte, po mojem zdaj ne bodo gledali toliko na to, da bi bili preveč mladi in tako, kot je bilo leta 1988, ampak bodo gledali tako, eno tako primerno starost, kakor so tudi sicer vzeti in posvečeni v škofe, ne, tako da tudi pater Pascal Schreiber spada v to kategorijo s 53 leti in pater de Sevri je pa mojih let, tako da pater Goldedi je 2 leti starejši od mene, tako da smo spet tam, ne. Se pravi, okrog 40 do 45, to so taka dobra leta, in pater Anapje ima pa 36 let, ne, tako da te stvari. Njegov brat je pa 3 leta mlajši, kakor oba sta duhovnika v bratovščini
in te stvari, pa to si lahko preberete tam, ko smo objavili te profile, ne, da imajo precej poklicov tudi te številne družine teh novih škofov, ne, tako da to. Pater Desivrije, okrožni predstojnik Beneluxa, tako da to. Po mojem, da sem ga srečal v Ekonu na Krizmeni maši, ampak dobro, njega še najmanj poznam. Lahko rečemo, izbira zelo dobra. Torej, pohvalil se bom lahko, da sem igral v Ameriki nogomet z 2 škofoma, ne, spravi to. Sicer obema smo, kot sem rekel, govorili, da bo treba najti zamenjavi, ne, tako da ona dva sta se malo smejala in tisto, ampak verjetno sta že mislila na prihodnost, ki se je obetala, ne. Spravi breme in tisto, ampak oba sta bila tudi zadovoljna, tako ko smo izrazili podporo in tako sta se oglasila in sta bila hvaležna, tako da še enkrat prosim, da bi molili tudi za te nove kandidate za škofe, zdaj še bolj konkretno bi rekel, ne, kao vemo njihova imena in nekoliko te profile, ne, sploh vidimo, da so to zelo sposobni, delovni ljudje, tudi iz človeškega vidika so zelo dobri, ampak o tem bomo tudi imeli še morda priložnost kaj reči. Zdaj pa gremo bolj k stvari, ne, bomo rekli. Se pravi, da gremo k kardinalu Fernandesu, ne. Poleg papeža Frančiška je bil prej sogovornik predhodnik od kardinala Fernandesa, se pravi kardinal Miller, sicer pred 7 leti, 19. leta, ne, se pravi 2019. In potem nobenih pogovorov več, ker pač so rekli, da nima več pomena, da bi se srečevali, ker vsakdo ostaja na istem. Moramo pa reči, da papež Frančišek je prišel v marsičem bratovščini tudi naproti, še nekoliko. Čeprav te njegove iniciative pri škofih so potem naletele na gluha ušesa, vsaj pri večini, in verjetno tudi, če recimo zdaj ne bi bilo nobenih sankcij ali karkoli, da bi prav tako bila gluha ušesa od škofov, ne, ali pa tako. Bi rekli recimo, ok, zdaj pride pa, ne vem, škof Anapje recimo, ne, da bomo njega povabili, ne. Bo pa prišel zdaj v ljubljansko nadškofijo, verjetno bi ne bil nadškof Stanislav najbolj zadovoljen, ne, s tem. Bi rekel, da ne. Tako da, tudi če ne bi bilo nekih ukrepov ali tisto, kar verjetno bo, ne, se bi tako zgodilo, ne, se pravi gluha ušesa, ne, tako da to. Škof Fele, ki se je ob izvolitvi papeža Frančiška bal, ne, če smo kaj poslušali te podcaste, da bodo spet izobčeni, ampak potem je bil pa presenečen, ne, je rekel, da z tega človeškega vidika je mu rekel papež Frančišek, da ne bo nič naredil, ker so v cerkvi in so katoličani, ampak potem je šel pa prefektu Müllerju, pa mu je rekel prav nasprotno, ne, vi ste pa razkolniki pa take stvari, ne. Je rekel, ja, poslušajte, dajte se vi malo dogovoriti, ne, te stvari, zdaj papež reče eno, vi rečete drugo, zdaj kdo ima prav, kdo pa nima prav, ne, tako da te stvari. Ampak dobro, izpostavimo danes bolj načela, na katerih sloni bratovščina, in bomo šli k ugovorom potem v naslednji oddaji. Si bomo dovolili biti tudi malo bolj polemični mestoma, čeprav tudi tle verjetno bomo malček, ne, ampak dobro. Bo naslednja oddaja malo bolj šla prav k tem, kaj nekateri ugovarjajo na ta škofovska posvečenja in tako naprej, ne, oziroma na bratovščino samo. No, v vsakem primeru je dejstvo, da sedanji sveti oče ni povabil
na razgovor Don Davida se ni na noben način odzval. Se je odzval samo kardinal Fernandez. To je seveda dejstvo, ampak pustimo te stvari, ne bomo preveč šli v podrobnosti, ker nima niti smisla. Pač tako si je papež izbral, tega se drži, tukaj mu ne moramo reči, da se ne bi držal neke linije, ki si jo je izbral, tako da pač naj bo tako, ne. Naj si napravijo pač gledalci, poslušalci sliko, ne. Smo objavili precej materijala in še objavljamo in še bomo objavili in tako. Ampak lahko rečemo to, v zadnjem letu papeževanja, torej v prvem letu papeževanja, papeža Leona, so bila vrata k audienci odprta že marsikomu, v naši bratovščini neprodušno zaprta. Smo pač razumeli, z nami se sveti oče pogovarjati noče, kar ima povedati prefekt dikasterija za nauk vere, kardinal Fernandez, v bistvu je dvakrat ponovil eno in isto, kar se bomo bolj ozrli, pač smo rekli v drugi oddaji, ne, tako da to. Tako je, ja. Danes se pa želimo dotakniti vprašanja, ki pri mnogih, tudi sodeč po minimalnem pregledu, če ne drugega, socialnih omrežij in tega, pri mnogih vzbuja močna čustva, tudi neko zmedo in strah. To so vprašanje škofovskih posvečenj brez običajnega papeškega dovoljenja, papeškega mandata, tako rekoč, in ali so ta izredna škofovska posvečenja lahko upravičena. Veliko ljudi takoj reagira na to skoraj nagonsko, to je pač nepokorščina, to ne more biti v nobenem primeru prav oziroma upravičeno, ampak preden odgovorimo, moramo najprej razumeti, kaj cerkev sploh uči o pokorščini, o oblasti, o izrednih okoliščinah in tako naprej. Nekolikor smo sicer ponovili, ker smo o tem že imeli oddajo, ampak ponavljanje seveda pomaga pri razumevanju. Ja, je rekel zadnjič pater Marko, da na Hrvaškem rečejo repeticijo est pas mater studiorum, ne, tako da malo se hecajo. Ampak dobro, res je, ne, spravi gremo po načelih, tokrat se ne bomo toliko ustavili pri samem cerkvenem pravu, malček se bomo tudi tega dotaknili, ampak naslednjič malo bolj. Glede pokorščine, pač pomembne stvari je treba večkrat ponoviti, poudariti. Tudi stanje nujnosti bomo večkrat ponovili in tako. Pač gremo načelno in če bi ostali pri pravnem vprašanju, se je človek vrti v nekem krogu, lahko zaide v napačno smer. Cerkev pač ni zgolj pravna ustanova, je tudi pravna ustanova, ampak cerkveno pravo obstaja zaradi višjega cilja, ki je pa ohranitev vere, zveličanje duš, pravzaprav, ne, tako da to vprašanje ni samo pravno ali disciplinsko, to bomo rekli pride potem na vrsto, ne, prvem planu, prvi vrsti mora biti ohranitev vere, zveličanje duš, to je tisto, ne, se pravi vera, izročilo ali stojko tradicija, pokorščina, razumevanje cerkve, se pravi prava pokorščina, ne, kar sva skušala v tisti oddaji tudi povedati, kaj je, ne, in seveda razumevanje cerkve, torej ekleziologija se temu reče, ne, se pravi veda, teološka veda o cerkvi, ne, kako razumemo cerkev v teološkem smislu, duhovnem smislu in tako dalje, ne, se pravi te zadeve. Če bi šli pri zunanje zakonitosti ali legalnosti, kot se temu reče, ne, dopustnosti tudi in tako, se hitro zgreši bistvo težave. Se pravi pater Lup, ki je bil prej anglikanec, ne, potem je šel v katolištvo, postal vernik v kapelah bratovščine, potem postal duhovnik. Pravi, da katoliška cerkev je vedno učila, da prava edinost temelji predvsem na isti veri, na istih zakramentih. Tako da še enkrat bom rekel,
poglejte si, ne, tisti, ki znate kolikor toliko angleško, poglejte si to serijo o škofovskih posvečenjih, ki jo pač SSPX, ne, je, kako je že tisto, zdaj se jaz mal tle, SSPX News. tako, English, ne. English, ja. Ja, tako. Zdaj, to pač priporočamo, gledajte, teh oddaj so res zelo dobre, mi pač ne bomo toliko šli v podrobnosti, neki bomo, ampak to. Se pravi, če vera sama postane zamegljena, če ni več jasno, potem zgolj ta zunanja edinost na papirju nič bistvenega ne reši, ne, oziroma ne reši bistvene težave, ne, tako da to. Bratovščina seveda ne zanika, da tu in drugih zadevah ni ubogala, da ne uboga, ampak zakaj ne uboga, to se treba vprašati, ne. Živimo v času in bi rekli, skoraj vse se presoja administrativno, ne, kot da je dovolj, da je nekaj formalno pravno pravilno, ne, potem pa ni važno, ne, kaj se pa potem dogaja v ozadju, ne, ampak kakor bi rekli Italijani, da vsi lastni vozli pol pridejo na glavnik, ne, se pravi, da če so neke težave, ki so potem v ozadju, recimo, če rečemo nogomet in tisto, ne, zdaj tam v vaši bližini je lih kar propadel en klub, ne, in zdaj bo, ne vem, kaj bo niti iz našega kluba tam v Novi Gorici, ne, tako da vidimo, ne, če so neke težave, enkrat pridejo na površje, ne, tako da če ti samo gledaš administrativno in tisto rečeš, ok, vse so zadostili, ne, administrativno, ampak očitno se niso rešile tiste glavne težave. Tako da v resničnem življenju ta formalnost, administrativnost ne drži. In cerkev ni zgolj pravna ustanova, obstaja, da ohranja vero, da deli zakramente, da vodi duše k zveličanju. Tako da Don Davide Paljarani je večkrat poudaril, da današnja kriza ni samo liturgična, disciplinska, je kriza vere. In zato tudi vprašanja, danes odpiramo neka vprašanja, niso samo vprašanja procedure, pravne procedure, ampak so vprašanja ohranitve katoliške vere v času velike zmede. Potem se pa najprej ustavimo ob temeljnem načelu. Zakon je za blagor duš. Tako, cerkev je skozi vso svojo zgodovino učila, da je pač ta najvišji zakon, torej salus animarum, suprema lex, to sva tudi v tisti omenjeni oddaji povedala. Torej, blagor duš, zveličanje duš je najvišja stvar, ne? Se pravi, cerkveno pravo, ki ni samo sebi namen. Njegov cilj je varovati vero, red, duhovno dobro verniku. Tako da v Novem zakoniku je to načelo salus animarum, blagor duš, zveličanje duš, postalo celo člen zakonika, ne? Tako da temu najvišjemu zakonu bi moralo dati še večjo težo, ampak v praksi vidimo, ni tako. V katoliškem razumevanju pravo nikdar ne stoji nad resnico, nad najvišjo dobrino tu na zemlji, nad vero. In vera je seveda zato, da duše imajo hrano, da imajo svoj blagor, ne? Se pravi, da tu na zemlji imajo svoj blagor in še posebej potem po smrti v nebesih. Tam seveda vere in upanja ne bomo več potrebovali, boste izpolnjena, ljubezen pa nikoli ne mine, ne? To lepo sveti Pavel nam pove, ne? Tako da to. Če bi zakon postal ovira za ohranitev vere, bi bil uporabljen proti svojemu lastnemu namenu. Zakon, smo rekli, ni samemu sebi namen. Torej, to zdaj ne pomeni vsakdo lahko samovoljno presoja, zavrača cerkveni red in tako dalje, ne. To ni protestantska skupnost cerkev, ne. Niso individualna mnenja noter, ne, ampak obenem cerkev nikdar ni učila tudi
slepega legalizma. Torej, pravo obstaja, da služi resnici zveličanju. Seveda konc koncev Bratovščina ne zavrača načelno novega cerkvenega zakonika iz 1983. Ne zavrača zakonika, ga upoštevamo, kolikor je mogoče, to smo tudi večkrat poudarili, kolikor seveda ne gre za nove konstrukte, formulacije, ki ne organsko izhajajo iz tradicionalnih formulacij, načel in tako dalje. Se pravi, lahko damo postno postavo kot primer. Predlagamo več, ampak proti smrtnemu grehu se nihče ni dolžan držati 3-urnega, recimo euharističnega posta, se postiti več dni od predpisanih 2. Ne? Smrtni greh stori le, kdor bi se ne držal predpisanega minimalnega posta, ne? Ker kot je bilo večkrat tudi na predavanjih cerkvenega prava poudarjeno, pač zakon je moralni minimum, ne? Ki predpisuje moralni minimum. Ne? Ti seveda od tebe se pričakuje moralni maksimum, ne? Da bo šel za tistim, ne? Ampak vendarle nek moralni minimum je treba predpisati in zakon je tudi dan zaradi skupnega dobrega, ne? Za ljudi, ne? Zato imamo zakon. Ne samo, da se med sabo ne pobijemo, ampak se zasleduje skupno dobro. Ne? Tako da tukaj je treba pol videti, ali gre v to smer zakon ali ne gre v to smer. Ne? Tako da te stvari. Ne? Tako da recimo, ko je Pavel VI. Papež dal ta minimum od minimuma, bomo rekli, glede posta, je rekel nekako takole, ne, je pričakoval, ljudje so dovolj odrasli, si bodo seveda vzeli več, ne, se bodo potrudili za več, ne, ampak to je neka naivnost, ne, pustimo. Ne. Torej, nadvse upravičeno je od vernikov pričakovati večjo velikodušnost, bomo rekli, ne, ampak vidimo, če se jim jasno ne reče, bodo šli za minimumom, ne, ker mi si popuščamo, ne, si radi popuščamo, ne, tako da potem obstaja nevarnost in dejansko se je tako zgodilo, da niti tega minimuma se ne drži več. Ne. Pojdimo malo po župnijah, po navadnih družinah in tako dalje. Oni so pač prepričani, ne, v vesti, bomo rekli, v vesti so prepričani, da ni problem, če ti ješ meso, recimo v petkih in take stvari. Ne? Zakaj? Zato, ker tudi tisti minimum je v manjku. Ne? Tako da podobno bi lahko rekli tudi za druge zakone, postave, ki niso pač po Božjem, ampak so po cerkvenem zakonu, po cerkvenem pravu, bomo rekli. Ne? Tako da to. Bratovščina se poslužuje nečesa, kar se imenuje epikeja. Kaj je to? Torej, to je staro krščansko načelo, ki se imenuje epikeja, tudi epikeja, odvisno od izgovorjave, in pomeni, da zakon uporabljamo v skladu z njegovim namenom. Se pravi, ni mehaničen, slep način izpolnjevanja zakona, ampak ima vsak zakon svoj namen, kdaj je izpolnjen v duhu. Ne? Ni samo črka, je tudi duh. Ne? Tako da to. Vsak zakonodajalec da nek zakon, ki predpostavlja normalne okoliščine. V normalnih okoliščinah velja tako. Ne? Ampak življenje potem prinese tudi izredna stanja in jih ni mogoče vnaprej popolnoma predvideti, in v takšnih trenutkih človek se pač ne vpraša samo, kaj piše, ne? Ampak predvsem, kaj zakonodajalec hotel zaščititi. Ne? Zdaj, en liturgist, ne, zdaj, nomina sunto diosa, ne, je hotel imeti velikonočni ogenj zunaj cerkve, ne, čeprav je deževalo je lilo kot iz škafa, ne, bomo rekli. Ne. Ampak ne, je rekel, mora biti zunaj, ker piše. Ne. Spravi to. Ne. Smo se hecali s temi stvarmi, ne, ampak dobro, to se je res zgodilo tudi. Ne. Spravi,
ne samo kaj piše, ampak tudi kaj je zakonodajalec recimo hotel zaščititi s tem zakonom. Ne? Tako da, če bi stroga uporaba ali izvajanje zakona povzročilo škodo veri ali dušam, bi to seveda ne bilo, da ne bilo prav ravnati po zakonu. Ne? Spravi, bilo prav v skladu z duhom ravnati in torej tega zakona ne upoštevati dobesedno. Ne? Tako da to ni upor proti nekomu pravnemu redu, gre za prizadevanje, da ohranimo njegov pravi namen. In to je to. Torej, če vzamemo pokorščino, to ni slepo izvrševanje ukazov brez razuma, brez vesti. Ne? Recimo, ne more oče poslati, recimo oče alkoholik, pošlje sina, nimajo denarja, ga pošlje ukrast flašo viskija, recimo, ne, v trgovino. A je prav, da ukrade iz pokorščine tisto flašo viskija, ali je prav, da je ne ukrade? Ne? Mislim, to je retorično vprašanje. Ne? Spravi, nikoli ni neko slepo izvrševanje ukazov brez razuma, brez vesti. Ne? Spravi, vsakdo mora tudi svojim razumom lastnim presoditi, pa svojo vestjo in v svoji vesti in tako dalje. In tukaj so pač moralna načela. Ne? Tako da to. Krščanska pokorščina, ki je vedno razumna, ki je usmerjena k dobremu. A.B. Gles smo objavili, govori o tem. Ne? Razlaga pojem stanja nujnosti, izrednega stanja in kadar so ogrožena sredstva nadnaravnega življenja, vera, sveta maša, zakramenti, duhovništvo, nastane neko izredno stanje in zahteva tudi izredne ukrepe. In to ni upor proti redu, je prizadevanje, da bi ohranili njegov pravi namen. Torej gre najprej za dejstvo, da se spozna in prizna, da je cerkvi pač kriza. Nekateri namreč tega nočejo ali pa še nočejo priznati. Mi smo seveda že v oddajah pokazali številke, ki kažejo, da kriza je in da je kriza velika. Čeprav nekateri pravijo, da je to pač samo sociološki pojav ali kakorkoli. Kot ste rekli, dejstva se pokaže in ne dokaže. Ne? Če torej smo v krizi, me zanima, kaj pa dolžnost škofa v času krize? Ja, ni samo upravitelj ali cerkveni uradnik. Ne? Zdaj sicer episkopos pomeni nadzornik, ampak to ne pomeni uradnik, upravitelj in tisto, ne? Ampak pomeni dober upravnik, dober oskrbnik, skrbnik, ne? Tako bi rekli, ne? Tako kot imamo tudi v evangeliju, ne? Skrbnik, oskrbnik in tako, ne? Sicer tam je tisti nepošteni oskrbnik in tako dalje, ampak od škofa se seveda pričakuje, da bi bil dober. In njegova prva dolžnost je varovati vero. To je bistvo njegove službe. Cerkev mu ne zaupa škofovske oblasti zato, da vzdržuje administrativni red, ampak da ohranja katoliški nauk, zakramente, duhovno življenje. Zdaj bomo rekli, ne, sej, ok, lahko bi bilo tudi to lepo, da se pokaže in tako, da je med ljudmi in tiste zadeve, ampak predvsem je varovanje vere. Ne? In to je danes precej zapostavljeno, bomo rekli. Ne? Tako da v normalnih okoliščinah škof pač deluje znotraj običajnega cerkvenega reda. Ampak tudi zgodovina kaže, da lahko pridejo izredni časi, časi velikih kriz. Sama vera pride resno ogrožena in takrat se vprašanje postavi drugače. Sme škof ostati pasiven, če vidi, da vera propada, da propada duhovno življenje? Spravi, katoliško izročilo jasno odgovarja, ne sme ostati pasiven. Ne? Če je vera v nevarnosti, ima dolžnost ukrepati. Ne zaradi neke osebne ambicije, želje po oblasti, gre za odgovornost pred Bogom. Ne? Konec koncev potem v manjši meri velja tudi za duhovnika podobno.
isto, bomo rekli, pravzaprav, ne? Ampak v manjši meri. Tako da je treba ukrepati, ne? Tudi če ti rečejo karkoli, ja, kot so rekli, ne, gospod, vi pa ste preveč negativni in tako dalje, ne? Ja, v redu, ne, ampak je res tisto, kar sem povedal, ali ni res, ne, spravi to. Pač odgovornost, treba povedati, kar je res, ne ostati tiho, če so neke stvari, ne, ki bi jih bilo treba popraviti in tako. Tako da je pomembno poudariti izredni ukrepi, ki niso nekaj normalnega, ne, niso nekaj zaželenega, mi bi hoteli imeti normalno stanje v cerkvi, ampak ker gre za izredno stanje, nastopijo tudi izredne rešitve, izredne mere, bomo rekli, ne, tako da to. Ja, nadškof Lefebvre je v enem od svojih pisem zapisal: trajna volja uničiti izročilo je samomorilska volja. Ja, zelo močne besede, ki izražajo njegovo temeljno prepričanje, da škof v času krize pač ne sme misliti samo na disciplino, mora misliti na ohranitev vere. Tako da Dom Paljarani spet poudarja, moč cerkve ni v teh administrativnih strukturah, ampak moč cerkve je v veri, v izročilu, v sveti maši. Ker sicer se zavrne tudi duhovništvo kot tako, se spremeni pojmovanje duhovništva, ne, zdaj smo objavili prav en lep sestavek, kakšno je novo pojmovanje, še bolj novo pojmovanje duhovništva, ki je zmeraj bolj novo in novejše in modernejše in tako dalje, ne. Se pravi, duhovništvo, katoliška vera, kaj postane? Postane neka birokracija, ki je malček pofarbana, bomo rekli, malo našminkana po katoliško, bomo rekli, in duhovniki so samo neki terenski agenti, ali kako bi rekli, ne? Podobno kot zavarovališki agenti, ali kako bi rekli, ne? Čeprav nema nič proti njim, ne? Da ne bo kdo se čutil ogroženega ali je užaljenega, ne? Tudi neki prijatelj je pravzaprav, ki to dela, tako da to. Škofje, kaj so postali? Neka vatikanska izpostava, ne? In to, enkrat sem poslušal, je celo stric nekega duhovnika izpostavil, ki je sodeloval na drugem vatikanskem koncilu. Je rekel, mi smo mislili, da se bojo stvari birokratizirale, da ne bo to tako centralizirano, da ne bomo mi samo neka izpostava. In ravno do tega je prišlo. Torej ni več prostora za neko avtonomijo. Ne? Tako da to gre ne samo proti željam, ampak tudi proti črki drugega vatikanskega koncila, ki je rekel, da krajevni škof ni samo neki agent tam izpostave vatikanske, ne? Ampak da ima svojo avtonomijo tudi, ne? V svoji škofiji in tako dalje. Ne? Tako da tudi v neki deželi zaradi teh škofovskih konferenc praktično vsi škofje ravnajo popolnoma enako. Ne? Torej, ni samostojno zato, ker je tako lažje. Ne? Pač ni v skladu z nekimi posebnostmi, razmerami v neki škofiji posamezni in to seveda hromi posameznega škofa. Ne? Nadškof Lefebvre seveda ni hotel ostati križem rok in samo gledati, kako se propada. On je pri 63 letih bil upokojen, ne? In torej ni hotel uživati, bomo rekli, tega zasluženega pokoja oziroma nezasluženega v tem primeru, ne? Ker bi moral po vseh pravilih še tistih vsaj 12 let biti lepo škof, ne? Ali pa kot je bil potem izbran pač za predstojnika spiritancev, zdaj kadar je od tam bil umaknjen oziroma je bil nekako spodbujen, da se umaknil, zato ker je šlo tako slabo vse skupaj, ni bil postavljen spet nekje za škofa, ne? Čeprav je bil prej v
lahko rečemo, eni zelo, zelo majhni škofiji, pravzaprav zakazan, ne, tul, ne, tako da tisto. Ko je sprejel določene namige in načela Drugega Vatikanskega koncila, ne, se je seveda tudi jasno zavzel za tradicionalno svetomašo, ostale zakramente, za tradicionalni nauk, za moralo in seveda za duhovništvo. Ne. To je, naša duhovnost je duhovništvo, ne. Tako da to. Tisto, kar dela, kar oblikuje duhovnike, to je bratovščina. Ne. Za vse to so seveda potrebni tradicionalni duhovniki, da se dobi tradicionalne duhovnike, so potrebni tradicionalni škofje. Enačba je pol enostavna, ker izhaja iz dejstev na terenu. Ja, zdaj, če si ne zatiskamo oči in si ne damo gor teh plašnic legalizma in tisto, kot da bi bil zakonik cerkvenega prava najvišje dobro, potem je dokaj enostavna ta enačba. S prijateljem Franceskom iz Trsta, ki ja prijatelju imenujemo seveda Franc, je zelo dober cerkveni in liturgični zgodovinar, pa glasbenik, pa tako. Smo večkrat rekli, da pred tem tako imenovanim Pi Benediktovim zakonikom, torej iz 1917, cerkev sploh ni imela zakonika kot takega, je imela corpus juris canonici, se pravi neko zbirko nekih procesov in takih zadev, ne, zakonov in tako dalje. Torej, te zbirke je imela, izreke cerkvenega učitelja, učiteljstva, primere ravnanja, ampak nikoli ni bila strogo legalistična, tako da te stvari so se precej avtonomno tudi odločale, bomo rekli, tudi na ravni nekih posameznih škofij. Ni zdaj, recimo, če je bil takrat ljubljanski škof, ki je odločil tako v svoji škofiji, ne, je bil pa potem recimo goriški nadškof, ki je bil sicer metropolit od ljubljanskega, ne, škofa. Nadškofija je potem kasneje bila povzdignjena spet, ne, ki se pa potem ni vtikal v to, ne, ker pač ljubljanski škof je bil avtonomen, ne. Vemo, tudi če je bil recimo temu na nek način, lahko rečemo, nadrejen, ampak samo v nekih takih stvareh, da je zbral skupaj te škofe in tako dalje, ne. Tako da na ravni posameznih škofij so se avtonomno odločile neke zadeve, ne. Tako da med škofijami so bile razlike. Rim je odločil kot zadnja najvišja inštanca in če je bilo treba, so se obrnili na Rim. In ko je enkrat spregovoril, kar je bilo sicer precej redko, je bila zadeva končana, Roma locuta causa finita, torej ta zaklad cerkve, izročilo, in od tam so škofje seveda črpali, ne, ali naj bi črpali na ravni svoje škofije kot nasledniki apostolov seveda. Ne. Torej, v teh primerih je bil škof Peter v svoji škofiji, ne, tako da to. In temu se je odpovedalo in imamo, kar imamo. Torej, to so ta resničnost z terena, ne, kar so tudi naši verniki opozorili, pa tudi okrožni predstojnik Združenega kraljestva in Irske, pater Sherry, ki je bil predtem okrožni predstojnik v Kanadi. Potem je še bolj jasno, ne, kadar pogledamo resničnost samega terena, ne, kako to zgleda, ne, spravi to. Ja, no, kljub tej resničnosti nekateri pogosto rečejo, da treba biti potrpežljiv in če je res prehudo, da lahko ljudje pač gredo na drugo župnijo ali pa k duhovniku, kjer je obred bolj spoštljiv in ostalo, kolikor toliko katoliško. Sicer bi pa morali delati vse, da bi lahko ostali v domači župniji in da gradijo domačo skupnost. Skupnost, ja, skupnosti, ki ni več, ne, moramo biti pošteni tukaj. Je vse nekako na ravni posameznikov, ne, smo individualisti dan danes, ne, to moramo biti zelo pošteni.
Tako da resničnih težav mnogi sploh ne razumejo, žal. Veliko družin, ki ne prihaja k bratovščini zaradi neke ideološke fascinacije ali pa zato, ker bi se radi skregali z vsemi v družini ali pa v svojem rodu, ali kako bi rekli, ne. Ali si ti prišel zato, da se skregaš s svojimi, ali kako? Odvisno, kako pogleda. Ali zakaj si prišel? Ja, mislim, si rekel, ja, bratovščina je ideološko zelo fascinantna in tako, ne. Nisi prišel zaradi tega, verjetno, ne, ampak drugje se ne najde tega, kar bi moralo biti normalno dostopno, torej normalno katoliško življenje. Ni resnega verouka, tega spoštljivega bogoslužja, kako bi rekli, ne, tega ni, ne vem. Eni govorijo, da naj bi bilo, ampak naj pokažejo, kje je, ne, nikjer ni tako spoštljivo, da ne vem, no. Da ne govorimo o tem, da ni rednega dostopa, vsaj vsako nedeljo pa praznik do tradicionalne maše. Ne. Potem tudi, če je tradicionalna maša, ni jasnega nauka, ni tradicionalnih zakramentov, ker je samo maša, ne. Če tudi bi recimo bila, torej tradicionalna maša, ni ostalih zakramentov, ne, pa ni seveda normalne katoliške vzgoje, kar sicer je tudi težko doseči, bodi se v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem in tako dalje, ampak seveda prizadevanja so v tej smeri, ne, da bi tudi tukaj kaj naredili. Za tisto, kar je katoliškega, bomo sicer potem, ne, še rekli. Potem pride do tega zakramentalnega izsiljevanja, ne. Potem starši, ki želijo tradicionalno pripravo na zakramente, bo resen katoliški pristop, hitro naletijo na pritisk, zasmehovanje, pogojevanje. Ne. Kaj pomeni zakramentalno izsiljevanje? Ne. Mislim, da to ni težko razumeti. Ne. Spravi, če se hočeš poročiti, tukaj pač bo treba tako in tako narediti. Ne. Se pravi, ni mogoče imeti poroke po tradicionalnem obredu, lahko je tradicionalna maša, ko se sicer naredi v novo sordo modelu, da po pridgi se naredi potem poročni obred, ne, kar ni tradicionalno in tako dalje, ne. Potem se izseljuje glede krstov, izseljuje se še z drugimi stvarmi, ne. Potem sorodniki, ki pritiskajo na mladoporočence, na starše z majhnimi otroki, na zasmehovanje okolja, pogojevanja razna in tako dalje, ne, tako da to. In tu se zelo konkretno pokaže to stanje nujnosti. Ni neka abstraktna zadeva, ne. Je stvar vsakdanjega življenja katoliških družin, ne. Kdor bi hotel imeti pravo katoliško vero v vseh svojih vidikih, pač tega nima drugot, ne. Tako da to. Mnogi verniki imajo občutek, da nimajo kam iti, če bi hoteli dati zlasti svojim otrokom polnost katoliške vere, ne. Tako da zaradi tega so se pol ali pa ste se obrnili na bratovščino, ne. Tako da tudi sami ste šli preko mnogih teh zadev, ne, tako da vemo, o čem govorimo, ne, tako da to. Kaj je pravzaprav učiteljstvo? Danes veliko slišimo, treba je ubogati učiteljstvo, ali pa radi rečejo tudi živo učiteljstvo. Ampak nikoli se ne vpraša, kaj natančno pomeni to učiteljstvo. To je povezano s prejšnjim vprašanjem zdaj. Ja, se pravi, živo učiteljstvo, tako kot rečejo, živo izročilo tudi, ne, so napisali, ne. Zdaj, če je živo učiteljstvo, pomeni kaj? Ja, če obstaja živo učiteljstvo, pomeni, da obstaja tudi mrtvo učiteljstvo, ne, to sem hotel reči.
Pa isto, ne, če obstaja živo izročilo, pomeni, da obstaja tudi mrtvo izročilo. Ne. Zdaj, seveda, mrtvo izročilo in mrtvo učiteljstvo vemo, ne, kaj bi to predstavljalo, ne, tisto, kar se mi držimo. Ne. Tako da moramo iti pa po katoliški teologiji, ki je vedno zelo natančno razlikovala med nezmotljivim naukom, med rednim učiteljstvom, cerkvenim učiteljstvom, seveda, ne, pristnim cerkvenim učiteljstvom, pa razlikovala med ne vedno nezmotljivim učiteljstvom tudi, ne, včasih se tudi moti, med ne vedno nezmotljivim papežem, med ne vedno nezmotljivimi škofi in duhovniki in tako dalje, morajo biti določeni pogoji tukaj. Ne? Neke izjave so pastoralne, so previdnostne, ne? Se pravi, kot se temu reče, ne? Se pravi, nekdo kot, lahko bi rekli temu, privatni, zasebni učitelj, ne? Tudi papež, tudi škof in tako, nekaj reče tudi, kar ni nujno del izročila učiteljstva cerkvenega, stalnega nauka cerkve in tako dalje. Imamo torej različne stopnje veljavnosti teh zadev. Ne? Z dvema dokumentoma je recimo to poudaril tudi kardinal Ratzinger, je to potrdil papež Janez Pavel II. Ne? Tako da take zadeve se rado spregleda, ne? Tako da te stvari. Da, to sta bila dokumenta Donum Veritatis in Atuendam Fidem. Tako. Torej, danes pogosto se ustvarja vtis, da vsaka izjava cerkvene oblasti sama po sebi je absolutno zavezujoča. Ne? Se pravi, ker je to rekel papež, ne, mora držati. Ne? Tako da to se spomnim tistega vica, ne, iz prejšnjega sistema, ne, ko bi rekli, ki je prišel otrok domov, je rekel, ata, a res sloni letijo? Ne? Pa je rekel, pa ne, pa kdo ti je to rekel? Pa to je rekel tovariš Tito. Je rekel, sicer zelo nizko, ampak letijo. Ja. Tako da to, ne. Če vzamemo to avtoriteto, kdo je rekel, ne? Ne, kaj je rekel, ne? To ni pač, če vzamemo katoliško cerkev, to ni tradicionalni katoliški nauk, ne? Spravi, da vsaka beseda, ki prihaja iz papeževih ali škofovih ust, ne, jo je treba tudi poslušati in tako dalje. Dobro, ok, ne, rečeš, je rekel sveti oče, je rekel škof, bomo zdaj premislili, kaj je rekel in tako dalje, ne, se pravi, da skušaš ti z razumom in voljo to sprejeti, da je pač papež pa škof to rekel, ampak potem tudi presodiš, ne, ali bo zdaj ta stvar ta prava ali ne bo. Ne. Spravi, imamo različne stopnje veljavnosti, tako da tudi različno pristajamo na to zadevo. Ne. Smo prej omenili, če ti nekaj slabega ukaže oče doma. Ne. Tako da to. Nekaj izreče papež kot vrhovni učitelj in zakonodajalec cerkve tukaj na zemlji, ampak to so posebni pogoji, kadar reče to ex katedra, ne. Takrat je treba to sprejeti. Ne. Je Roma locuta causa finita, kot smo rekli. Ne. Ampak večinoma tega ni. Ne. To je, morajo biti res vsi pogoji izpolnjeni, takrat to je. Ne. Recimo, to so strokovnjaki recimo preučevali te dokumente, recimo en frančiškanski strokovnjak, ki je rekel, ja, humane vitae oziroma humane vitae, ne, po italijanski izgovorjavi latinščine, Pavla VI. Je v svojem jedru nezmotljivi nauk cerkve, zato ker se navezuje na to, kar so tudi prej učili v cerkvi papeži. Ne? Spravi, da se umetne kontracepcije ne sme uporabljati. Ne? V tem je tudi humane vitae, recimo Pavla VI. Nezmotljiv dokument. Ne? So bili izpolnjeni pogoji. Ne? Tako da to.
da razumemo. Ne? Pol so tudi neke cerkvene institucije, ne, ki se neki izjavljajo in tako naprej, je spet treba videti, ali je to tisto, kar je cerkev vedno učila. Ne? In seveda, ne, katoličan zmeraj dolguje neko spoštovanje, smo rekli, v razumu, v volji in tako dalje, legitimne oblasti, ne, se jih priznava. Ampak teologi vedno poudarjajo pomembno razlikovanje, če je določen nauk dvoumen, nov, v napetosti s prejšnjim stalnim naukom cerkve, potem nastane vprašanje vesti. Ne. Vesti neki ugovarja. Ne. Se pravi, nek zakon je bil dan, recimo v državi, ne. Kadar je bil uzakonjen splav. A zdaj zato, ker je bil uzakonjen, ja. Seveda, zakoljejo, zato je uzakoljen, ja. Ker je bil uzakonjen, je to dober potem zakon ali ne. Tako da ni dovolj reči, to je rekel Rim. Treba vprašati, je to v skladu s tem, kar je cerkev vedno učila? Tukaj je ta velik del težave. Ne? Cerkev je ranjena v svojih oblastnikih, tako da na danes in več kot 60 let, še posebej so bili tudi v preteklosti seveda primeri. In papežovo prepričanje pač ni bilo vedno pravilno, je bilo celo zmotno. Ne? Recimo tudi prvi papež, sveti Peter, je bil v zmoti glede nekih stvari. Ne? Tako da to. In se je potem sveti Pavel mu uprl. Ne? Tako da to. In bile so tudi zgodovinske krize v cerkvi. Ja, zato ker cerkev je po svojem izvoru je božja. Ne? Ampak je v svojih možeh tudi človeška, deluje v zgodovini med ljudmi. Ne? Tako da to. In je imela tudi boleča obdobja kriz, zmede, navideznega razpada, reda. Ne? V različnih obdobjih so obstajali položaji. In takrat običajne cerkvene strukture pač niso več normalno delovale. Recimo cela Severna Afrika, ki je postala praktično arijanska, ne? In takrat ni normalno delovala tankajšnja cerkvena struktura. Ne? Vemo tisto, ne? So bila ta krivoverstva, herezije, stojko, politični pritiski, recimo rimskega cesarja, ne? Takrat na vzhodu, cezaropapizem, preganjanja, razdeljenost med škofi, hude moralne krize. Ampak v takšnih časih so posamezni škofje, duhovniki, svetniki se našli, ki so sprejemali potem zelo težke odločitve, ne? Pa tudi med sabo so si bili različni. Recimo eden, ki je podpiral enega papeža, tistega, ki je bil pravi papež, en drugi, ki je bil pa popolnoma prepričan, da je dober, pa unik je bil potem spoznan za proti papeža in tako dalje. Ne? Tako da to. Mi gledamo zgodovino in pogosto pozabimo, da je bilo precej takih stvari, ki se nam zdijo samoumevne, takrat zelo nejasnih, bolečih in tako dalje. Je bilo treba iti skozi neka obdobja in potem se je zadeva razjasnila, tudi kodificirala, bomo rekli in tako. Ne? Tako da skozi te preizkušnje je cerkev ohranila vero. Ne? Zdaj ponavadi je bilo to tisto, kar je bilo glavno pravzaprav. Ne? Vzamemo papeža, kot je bil Aleksander VI, ki z moralnega vidika in tako seveda ni bil noben zgled. Ampak glede ohranitve vere in tisto pa se pravi v svojem jedru, tisto, kar je prava vera, kar je bilo vedno, tistega pa ni spremenil. Ne? Tako da to. Torej, ni šlo za popolno administrativno urejenost, ne, da vsi papiri so bili pošlihtani in te stvari, ne, ampak zlasti zvestoba resnici. Ne. Zdaj, danes marsikdaj se pa bolj gleda, važno, da so vsi papiri porihtani, ne, ostalo pač ni niti toliko pomembno. Ne. Tako da to. Obravnavala sva že pokorščino, njene meje v posebni oddaji.
Danes se veliko govori o pokorščini, ampak pogosto zelo površno. Krščanska pokorščina namreč ni slepa podreditev človeški oblasti. Najvišja pokorščina je Bogu in resnici vere. Ja, smo rekli, da Boga je treba poslušati bolj kot ljudi, ne? Se pravi, cerkvena oblast ne more zahtevati nečesa, kar bi veri škodovalo ali pa duhovnemu blagru duš. Če bi torej človek v imenu pokorščine potem sodeloval pri razkroju vere, bi takšna pokorščina seveda bila napačno razumljena pokorščina, bi bila celo grešna, ne? Tako da to lahko postane celo grešna, ne? Te stvari, ali pa postane grešna za tistega, ki jo zahteva, ne? Tudi to. Treba biti zelo previden, mi ne govorimo o uporništvu nikakor, ne govorimo o individualizmu, zdaj bo vsak delal, kar bo hotel, ne govorimo o duhu revolucije, ne. Poglejmo, bratovščino kot tako zelo, zelo upošteva, ne, pokorščino znotraj, ne, svojih vrst. Zelo živimo pokorščino, ne. Ampak, če je prava pokorščina, niti ni težko to živeti, ne. Za te stvari, mi govorimo pa o izrednih okoliščinah in tukaj nastane konflikt med neko formalno pokorščino in ohranitvijo vere. Zunanja pokorščina, ki pa lahko ogroža vero, ne? Tako da cerkev vedno uči, da je pokorščina krepost, ampak samo takrat, kadar je podrejena resnici in Bogu, če ne, pač ne more biti več krepost, ne? In ni najvišja krepost, kot smo tudi rekli v tisti oddaji, ne? Tako da to. Kdaj torej pokorščina in kdaj je servilizem? Ja, se pravi, kot da katoličan ne bi nikdar razlikoval, presojal, opozoril na neke težave, ne? Ampak tudi zakonik pravi, ne, da lahko vsakdo razlikuje, presoja, opozori na težave, da je celo dolžan to narediti, ne? Seveda vemo, kako se je to ponavadi končalo, kadar je kak laik to lepo opozoril, recimo škofa in tako, ne, da nekaj pač ni v redu v župniji in tako dalje, ne. Ni bilo v redu, ne. Je precej tega napačnega razumevanja pokorščine. Zdaj ta pater Gabriel od Svete Marije Magdalene, ki ga uporabljam za svoja premišljevanja, ta knjiga, ki je izdala bratovščino oziroma italijansko okrožje, razlikuje, ne? Eno je pokorščina prava, eno je servilizem, hlapčevstvo, ne bomo rekli. Spravi, prava pokorščina je nadnaravna krepost, torej vključuje vero, vključuje razum, vest, ljubezen do resnice. Če kaj tazga sključimo, potem seveda ne more biti več krepost, ne? Spravi, ne gre za slepo podreditev, smo rekli, vsakemu ukazu, ne glede na vsebino. Kakšna je vsebina ukaza, ne? Je v redu ta ukaz, ni v redu, ne? Tako da najvišja pokorščina, smo rekli, pripada Bogu, veri. Tako da nadškof Lefevre je zelo lepo dejal, cerkev se uničuje po poti pokorščine, je rekel celo, da je to, ko bi rekli, največji satanov trik, ali kako bi rekli, ne. Italijane rečejo colpo di maestro, ne, di satana, zdaj ne vem, kako bi. Se pravi, tak, največje pretentanje, ali kako bi rekli, ki se ga je satan poslužil, ne. Se pravi, po poti pokorščine uničevati cerkev, ne. Se pravi, nadškof seveda ni mislil, da pokorščina je slaba, ampak da more napačno razumljena pokorščina postati sredstvo razkroja pa uničenja, če bi človek v imenu zunanje discipline sodeloval pri slabljenju vere. Tako da to, prava pokorščina, ki nikoli ni ločena od resnice. Je pa zanimivo, kako se marsikaj, marsikje
oziroma ni pokorščine, ljudje niso pokorni, se dela vse po svoje, ko pa nekdo hoče biti katoliški, takrat je pa nepokoren. Ja, nadškof je lepo dejal, da so izobčili izročilo, ne. Če se dela v skladu s tem, kakor se je vedno delalo, če se tako veruje, če se drži tega nauka, te morale, je nekdo nepokoren, ne. Ti si nepokoren, ne, ker se držiš tistega, ne, kar še do včeraj je bilo. Ne. On je rekel, ja, tako so nas naučili, ne. Jaz nič drugega ne delam, kar sem zmeraj delal, kar so nas tudi v francoskem semenišču v Rimu naučili, ne. Tako da to, lih zaradi tega ga je oče tja poslal, ne, da bi to dobil. Cerkev se je torej vsemu temu odpovedala od vrha navzdol, torej svojemu izročilu, svojemu stalnemu nauku, svoji svete maši, svojemu duhovništvu in tako dalje. Ne. Vse se razlaga moderno, revolucionarno, v skladu z razumevanjem moderne dobe. In to je seveda postkrščansko ali pokrščansko razumevanje, razlaganje, in to je v skladu z neko novo mislijo, z novoveško mislijo, ki pa ni krščanska misel to, ne. Se pravi, to je potem že stran pot od te krščanske misli. Se pravi, to vam je dovoljeno, ono vam ni dovoljeno, recimo lahko imate tradicionalno sveto mašo, seveda enkrat mesečno, tam in tam, s tem in tem duhovnikom, ki jo obhaja, ki mora biti potrjen, pod pogojem, da se strinjate z revolucijo v cerkvi, ne, spravi te zadeve, ne, morate vse sprejemati, ne smete govoriti proti nekim zadevam, ne, tako da to smo naredili oddajo, ne, tako da to, kdor bi rad to poglobil, naj si tudi prebere, recimo tiste članke, ki so jih s patrom Markom naredila. Tako da, jaz bom rekel, da ne moramo kot v nekem supermarketu izbirati, kar bi vzeli tradicionalnega, pa česar ne bi vzeli, ker če se tako dela, pride nujno do krize, preloma, se zgodijo tudi nekatere ločitve poti, ki so sicer boleče, ampak včasih so pa nujne, tako da to. Mislite na mariborsko zgodbo? Dobro, to je en konkreten primer, so bile tudi še druge pomembne težave tam in tako, in tudi drugod so že bile in tako dalje, ne, vsaka država, vsaka kapela, tudi bomo rekli, ima svoje težave vedno, ne, vsak apostolat, sploh če je mlad apostolat in tako, ima zmeraj neke težave. Zdaj, tu so razna tudi zasebna razodetja, domnevna videnja, propagiranje lažnih zadev, ki so problematične, cerkev jih ni nikoli potrdila in tako dalje, ampak tudi tiste, ne, nekaj časa so hodili, zlasti po koroni in tako v tradicionalni maši, potem pa se vrnejo k novemu mašnemu obredu, k novu sordu, hodijo hindutističnim mašam, recimo, ne, kadar jih ni, potem gremo lepo k novi maši, ni problema, ne. Nekdo je celo rekel, ja, zdaj, če bo bratovščini odvzeta ta spovedna sodnost, ki jo je papež Frančišek dal, ne, pač bomo šli tja k novosordu duhovnikom, pa bomo vseeno šli k svetim mašam bratovščine, ne. Ne, drugot ne bo maša, bomo šli pa tja, ne. Tako da to so spet tisti legalisti, ne, spravi, zakaj bi šli v Sloveniji svete maši, ne, gre v tujino, k bratovščini, ne, ker tam je prava bratovščina, ampak pustimo, ne, to je brez veze, zdaj se tle preveč ustavljati, ne. Nekateri pač izročilo jemljajo kot neko krasek, nekaj, kar jim je všeč, pa nimajo nobenih težav z novimi zadevami, z novitetami, z mašo, zakramenti, miselnostjo in tako dalje, ne. Bomo omenili sicer tega pravnika italijanskega Daniela Trabucca tudi v drugi oddaji malo bolj podrobno. Zakaj? Zato, ker je en dober primer, ne. Sicer je pravnik, ampak ni strokovnjak za cerkveno pravo, ni teolog, ne. Pravi, če ni tradicionalne maše, grem pa k novi maši, ne. Že tako ali tako
nekje ljudje so pokorni, nekje niso pokorni, pa se hitro preselijo vsak dan. Ne? Tam se stalno giblješ, kdaj si pokoren, kdaj nisi pokoren, kdaj so neka načela. Ne? Pol pa gre v pravni legalizem, pa predsejanje komarjev, pa spuščanje velblodov, pa tako dalje. Ne? Tako da tiste zadeve. Tako da je dosti teh primerov, to vse seveda temelji na napačnih načelih, tako da ne bomo zdaj preveč šli v te zadeve. Ne? Pridemo torej do vprašanja razkola. Danes namreč mnogi skoraj avtomatično enačijo nepokorščino z razkolom. Ampak katoliška teologija je veliko bolj natančna tukaj. Ja, se kar malo posmejem, ne. To zmeri ta obtožja, ne. Gotovo se tudi sam že slišal, ne, ja, vi ste pa razkolniki, ne. Tako da. Zdaj, v bistvu vodilnih v cerkvi niti ne zanima, ne, to jim pač pride prav, ne. Razkol, ki v resnici ne pomeni samo konflikt z neko disciplinsko odločitvijo, razkol je precej globlja stvar, pomeni zavestno zavračanje podrejenosti cerkvi kot taki, ustvarjanje vzporedne cerkve, nepriznavanje papeža kot tistega, kar je, ne, papeštva pravzaprav. Ne. Torej, za načelno zavračanje papeža gre tukaj, ne, kot prve avtoritete, kot prvega sedeža in tako dalje. Ne. Tako da, pomembno je tukaj razumeti, da branitelji izrednih posvečenj vedno poudarjajo priznanje papeštva, priznanje cerkvene hierarhije, željo ostati katoliški, ohranitev tradicionalne vere, vse te zadeve. Zdaj tudi te 4 kandidate so poslali kartoteke seveda v Rim, ne, da predstavijo svetemu sedežu, da predstavijo papežu. Ne delamo to na lastno pest, ne. To so bili drugi, ki so kar tako delali, recimo škof Williamson, ki smo rekli, da je bil izključen. Ne. Tako da to. Številni kanonisti so opozarjali, ni tako preprosto vprašanje tisto z leta 88. Ne. Kaki profesori, ki so podrobno argumentirali te zadeve. Ne. Zdaj, tudi če se kdo ne strinja, eni so bili celo profesori, ki še do nedavnega so učili po papeških univerzah in tako dalje, ne, tako da te zadeve. Spravi, je precej bolj zapleteno vprašanje, ne. Tako da v naslednji oddaji se bomo pri tem bolj podrobno ustavili, ampak se moram malo obrniti na cerkveno zgodovino, ne. Zdaj, če rečemo razkolniško dejanje, razkol in te zadeve, ne, recimo pater Marko Lagi iz Italije je lepo to razlikoval, ne, to ni eno in isto razkolniško dejanje in tako, ne. Sveto pismo, apostoli, kasnejši škofje, ki so išli z gospodovih ali pa apostolskih učencev, so nekam prišli, so ustanovili cerkveno občino za področje in so posvetili škofa tam. Ne. So dobili dovoljenje od svetega Petra? Niso, ne. Niso niti vprašali, so posvetili škofa in tako je bilo. Ne. Tako da to, da je treba imeti papeški mandat, to cerkveno dovoljenje, to papeževo dovoljenje, to je prišlo precej kasneje. Ne. V začetku ni bilo niti škofov, ki bi ne bili ordinarji, se pravi, so bili, en škof je bil na čelu ene škofije, ne, kadar so začeli razlikovati, da so bili tudi potem tako imenovani mašniki, se pravi, navadni duhovniki, ki niso bili škofje, ne, ker so jih pač škofje potrebovali, ne, v svojih župnijah, škofijah, pardon. Ne. Tako da tudi ti pomožni škofje, to so prišli precej kasneje, ne, in te naslovne škofije in tako. Zdaj, tukaj nimamo prostora za nek zgodovinski traktat, ampak hočemo opozoriti, ne, dovoljenje
papeža je človeški zakon, ni božji zakon, ne? Ni božjega izvora. Ne? Tako da to. Škofje skozi stoletja so bili izobčeni ne zaradi posvečenja brez dovoljenja, ampak zaradi tega, ker so zapadli pod krivo vero, recimo. Ne? Nekateri tudi po krivici, ne? Recimo sveti Atanazij. Torej spet se vračamo, ne? Eni se grejo nek strogi legalizem, strogo uporabo, zlorabo zakonov kot neke palice ali kamnov, proti čemur je sicer opozarjal papež Frančišek. Ne? Tako da v teh primerih je nadvse pravilno in upravičeno opozoril. Ne? Medtem ko v ostalih primerih se seveda molči. Ne? Se da pohvalo, se da priboljšek, ne? Neko službico in tako dalje. Ne? Tako da take zadeve. Ne? Kot bistvena zadeva se tukaj izkaže stanje nujnosti, ki sicer bilo že prej omenjeno. Ja, se pravi, ali obstaja to stanje nujnosti ali ne obstaja. Ne? Ker če ne obstaja, potem ti izredni ukrepi nimajo svojega temelja. Ne? Če pa obstaja, potem celotna moralna pa kanonska presoja se spremeni. To bomo šli podrobneje tudi v naslednji oddaji. In nastane zanimiva napetost. Ne? Se še mnogi konservativni katoličani priznavajo, ne? Da obstaja velika doktrinarna zmeda, razpad liturgije, moralni kaos, ni prave kateheze, ni vere prave in tako dalje. Ne? Ampak ne, kljub temu nič izrednega treba čakati. Ne? Torej tukaj je ta protislovnost. Ne? Ampak kaj oni rečejo potem? Tisto, kar pravi bratovščina, zato ker to pravi bratovščina, ni stanje nujnosti. Ne? Nekaj drugega je stanje nujnosti. Zdaj pa naj povejo, kaj bi bilo to stanje nujnosti, ne? Če ni tisto, kar mi pravimo, da je. Ne? Če so, recimo, primer dam, ne? Razmere doma nevzdržne, žena z otroki si lahko poišče drugo domovanje, da ne bi bili deležni zlorab. Starši, ki niso zadovoljni s stvarmi, ki jih dobijo otroci v neki šoli, jih pišejo drugam, ne? Če je ta možnost. Zdaj vemo, kako je pri nas. Ali pa nekdo iz objektivnih razlogov pač ni zadovoljen s svojo župnijo, je nemogoče v domači župniji in bi šel v drugo župnijo. Ne? Ampak bi rekel naš vernik, dobra župnija, ki obstaja za 9 gorami in 9 vodami. Ne? Tako da to. Ne? Sodobne cerkvene strukture pač se ne more primerjati zdaj. Bomo rekli, s slovenskim, hrvaškim šolskim sistemom, ok, ne, nimamo izbire pravzaprav, je samo ponekod manj slabo kot drugot, ampak še vedno je zelo slabo, ne, tako da je kvarno za otroke, ne, tako da bi rekli, ne, to bolj poudarjamo, ne zdaj, da bomo rekli, je dobesedno tako, ne, tudi v Sloveniji. Ne, to. Spravi, bratovščina je, recimo, temu možnost dobrega šolanja, ne, ki se ponudi. Damo primer. Ne. Pa seveda ni ravno po teh rednih pravilih, kot ena starševska šola. Ne. Starši, ki poučujejo, seveda nimajo uradnih državnih papirjev, da so učitelji, ampak seveda nudijo boljše šolanje tem otrokom. Ne. Tako da se malo razumemo. Ja, bratovščina pač tudi v duhovnem in cerkvenem smislu nudi tisto, kar se sicer več ne dobi, pa bi se moralo. Kot vse šole, tudi tako imenovane katoliške, na katerih smo se šolali. Ja, ker v bistvu so to državne šole, ne? Samo privatno šolstvo je to v smislu lastnika, ne? Spravi ljubljanska nadškofija za Šentvid, koprska škofija za Vipavo in tako dalje, ne? Spravi, potem ti moraš vzeti
verne in neverne učitelje ni neke izbire. Program je, kakršen je, ne? Državni program. Ne? Spravi učitelji, profesori, ki zagovarjajo ideje, ki so daleč od katoliških, milo rečeno, ki vozijo po poteh feminizma po Ljubljani, ne? In podobne zadeve. Ne? Tako da to je treba sprejeti. Ne? Dali smo pač primer, ne? Kje bi torej bila neka alternativa. Zdaj, pri nas ni alternative. Ne? In zdaj, recimo v takih razmerah, ne, uradno šolstvo je tako. Ne? Spravi, ti imaš katoliško šolo, ne? Ti bojo rekli, zakaj potem takem ne upišeš tja svojih otrok? Ne? In te potem zmerjajo in karkoli. Ne? Zakaj nisi upisal recimo na škofijsko klasično gimnazijo svojih otrok, ko pa je katoliška šola? Ne? Mislim, toliko da razumemo, ne, te zadeve. Kaj so torej kriteriji za presojo? Moramo biti zelo jasni, ne, da ti izredni ukrepi niso upravičeni kar tako avtomatično, ni samo neko osebno nezadovoljstvo ali drugačno mnenje, ker cerkev ni učila nikoli samovolje, gre za nekaj drugega. Ne. Moramo resnično videti, da je upravičeno, moralno upravičeno to izredno dejanje in mora biti za to resni razlogi. Ne. Resna kriza vere, nevarnost za duše, namen ohraniti katoliško izročilo, ne ustvarjati nove cerkve, nove avtoritete in tako naprej. Ne. Tako da to gre za obrambo vere, to je dejanje obrambe vere, ni upor proti cerkvi, to je ta bistvena razlika. Ne. Kršimo neko določeno disciplinsko normo, ampak zunanje kršimo, ne zato, da zavrnemo cerkev samo. Tako da Begles poudarja, da stanje nujnosti ni običajno stanje, je izredna okoliščina. Ne? In tukaj so ogrožena ta sredstva nadnaravnega življenja. Tako da tukaj Dom Palerani potem opozori, da je nemogoče hkrati hoteti dobro duš po izročilu cerkve in novo cerkev brez izročila. Ne? To je protislovje. In pravzaprav tukaj je srce celotnega problema. Ne? Tako da to. Seveda. Kaj bi še povedali ob zaključku? Ja, to so tako vprašanja, kjer moramo biti najprej mirni, pošteni. Ne želimo si izrednih razmer v cerkvi, ampak tukaj so. Ne želimo si napetosti, konfliktov, neurejenosti, tukaj je to. Normalno stanje cerkve, seveda, je red, je jasnost, je edinost, ampak že zgodovina, smo rekli, nas uči, da pridejo tudi časi velike zmede in ni samo, ali je bilo vse po regalcih, ne, po običajni poti, ne, ampak ali je bila vera ohranjena. Ne. In tukaj je treba najprej razumeti načela in zato smo hoteli to poudariti. Tako da to. Ko imamo enkrat jasna načela, potem prav presojamo tudi konkretne dogodke, dejanja in tako dalje. Ne? Mi dobimo, ne? To je tudi moralna teologija, konec koncev. Ne? Ti imaš načela in potem presojaš konkretna dejanja. Ne? Tako da te stvari. To konec koncev, to sem jaz zdaj bil v Ameriki tudi, da malo poglobim te zadeve. Ne? Zlasti sem imel moralno teologijo, etiko in te stvari malo, ne? Ker je to najbolj uporabno potem tudi. Tako da nadškof Lefevre ob posvečenih 88. leta je dejal, da je prepričan, da s tem dejanjem seveda odgovarja na božji klic, da deluje za dobro cerkve. Ne glede na to, kako kdo torej presoja neke konkretne dogodke, eno je gotovo, da ni mogoče teh vprašanj dobro ali pa pošteno razumeti brez resnega premisleka o veri, pokorščini, izročilu, krizi cerkve in tako naprej. Pater Vončina, hvala za še eno oddajo, tokrat o tako težkih temah, o katerih pa moramo seveda resno razmisliti, tudi laiki,
ki imamo ravno tako odgovornost za svoje dejanja in konec koncev odgovornost tudi za svoje družine. Hvala, dragi poslušalci, za vašo pozornost. Še naprej nas spremljajte na YouTube, na kanalu FSSPX Slovenija in na spletni strani fsspx.si. Poslušali ste podcast Kristus Rex, z vami sva bila pater Vončina in Marko Debevc. Z Bogom in nasvidenje. Z Bogom.